Zavoda za zaščito kulturne dediščine tudi območje tržnic. A ste lahko malo egzaktni taj mnenje želeli, da se znate? Ne še. Ne, to sem včeraj slišal tu na odboru v tej sobi kolega Grinca, ki je napovedal, da bo šlo mnenje. Ampak to je klasika, bom rekel, sreče odhajajočega ministra Simonitija. Če lahko ne bi škode Ljubljani, pa tudi še zadnji teden ne bi škodo. In zdaj preprosto povejte, jaz sicer mu počakal mnenje, ampak definitivno, če bi to mnenje ostalo, poleg tega, da bomo vljavili, da se umakne, bomo tudi tožili državo, kajti mi 2 leti delamo na tem projektu z vsem javnostjo, če se o čem kaj ve, se ve o tej garaži že pod tržnico. Izpeljali na tečaj, plačali na tečaj, podpisali pogodbo za projektiranje, opravili arheološke vrtine, njihova inštitucija govori o primernosti te gradnje in potem pride gospa Kurlič in reče, ne, vse tisto, kar njim ne štima, ni po njihovi glavi, nič ne prizna, ni strokovno. Tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine ni več strokovno gradnje, ker pač ni drugače odločil. Ne vem, kaj je notri napisal, ampak težko bo na tem nastajal. To je približno tako, kot je pred letom in pol, 2 leti, ta isti organ dal zaščito prečega stadiona iz psiholoških razlogov. Kaj so tu napisali, pa res ne vem povedati, ker me sprav zanima, kaj ščitimo. In nekdo ne reče, ne zelo jasno, da mi ščitimo tretjino tržnice tam, ker bo dogradnja Narove hiše, ker je tisti tekstil tako kulturne vrednote, ki se tam prodaja, da ga pa res ne smo nikam pomagati. Kako ste vložili mnenje do zdaj za ta projekt? Nismo še zbirali, ne znam povedati tudi danes, koliko je vsega skupaj, ampak bomo vse pobrali dva. In kaj se to pomeni za ta projekt? Ne vem še. Ne, jaz še ne vem, ker moram prebrati, kaj so napisali, ampak pred 1 letom približno je bil ta poskus, da se ustavi ta gradnja tržnice iz raznih razlogov. Takrat so klicali civilna iniciativa Tržnice ne damo ministrstvo za okolje in prostor in so bili zavrnjeni. Zanima me pa res, kaj se je zgodilo v teh 2 letih. Poteka celotne investicije, se pravi, od predvolilne kampanje, ko smo pač razgledali, kaj kdo bo, oziroma od nastopa 17. novembra 2006 do danes, sprememba, ki zdaj minister Simoniti ugotovil, da je treba to zaščititi. To je enako, kot po moje pleči postavljal, ker je pač, zdaj imam po moje lahko odgovor, Pečeček je plačal tisto zabavo, Zoran Janković je pozival proti tej opciji, pa dajmo nagajati Ljubljani. Oni sam dokazujejo, da je malo temeljitev, ko se ne povedal pred volitvam, zakaj bi ljudje najbolje proti vladi Janeza Janše pravilna. Janez Janša in njegova vlada so poznavali Ljubljano, kot so odločili na volitve za izbor Zorana Jankovića. In zdaj, ker ne more nič drugega, potem je dajmo pa še enkrat kaznivati. Pa vseh teh dokazov na ta način, ki kaže zdaj stanje, jih je več. Koliko je zdaj minister Vizjak odobril, koliko je občin odobril povišanje cen vode in kanalizacije? 85, če sem prav prebral. Jaz Ljubljane med njimi nisem videl. Pričem je pa razlagam, da ne ve, katere občine so v tistih košarici, ki se meri inflacije. Ampak 85 odobrili, Ljubljane pa niso odobrili. Vse. Čudan, da ne gre gospod Sušnik, gospodu Vizjaku, se stranka s kolega, pa ga popros, ne Ljubljane dobri, povišanje cene vode, ker 4 leta zamrznjeni, najcenejše v Sloveniji. Ker če se bo enkrat zgodila, kakšna katastrofa ala Piran, ne vem, kdo pologovarja. Torej, to pripisujete izključno nagajanje gospoda Simonitija, oziroma njegovega ministrstva. Jaz bi celo rekel še bolj grdo, ne sem nagajanju obračal, ampak je izključno želje poškodovanju Ljubljane. Zelo direktno povedal. Pa v tistih, ki odhajajo, običajno se reče, vse najboljše bi bil tih, ampak ta prehodna obdobja, oziroma drugače bom rekel, jaz sem zdaj zagotavljam, ko bom jaz odhajal, da sigurno ne bom podpisal kakšnih takih pogodb v novih zaposlitvah v fazi, ko sem že bivši in pa kakšnih sklepov, po kakšnih gradnjah ali podobno, ali pa kakšnih prepričitev gradnjah.
ker se mi zdi, da je bilo korektno, ne, da počakajo, tudi tem ljudem, ki so ljudje zaposlili, delajo škodo. Mogoče so pa dobre. Ampak pridejo nekam pred znakom, ne, da so jih zadnjem mesecu zašli zaposlili. Zakaj jih niso prej zaposlili? Pred volitvijo so imeli enako možnost. Pričakujete od novega ministra za kulturo, da bo ta sklep odpravil? Absolutno, ne, ker predvsem zato, ne, ker ta sklep, še enkrat bom rekel, jaz ga nisem prebral, ampak če dobimo od Zavoda za kulturno dediščino, če dobimo v bistvu, nisem za okolje prostor že pred tem, ne, če 2 let vodimo projekti, javni razpis, zbiramo projektanta, noben se ne oglasi, potem je to sklep, ki dela škodo proračunu, ali mestnemu ali državnemu, ker če bi pred 2 leti ni možno, ok, ni možno, pač imajo moč nad mesto in bo to veljavljeno. Mi lahko sicer poslušamo vse postopke svoje sodne, ampak bi po 2 letih vodenja procese, ne, se poglasil, ne, v tem času, potem, ko so 14 dni že izgubili volitev. 3 tedne, ne. Absolutno pričakujem, da bo razveljal ta sklep. Sicer bojo imeli polk od opozicije, ne, možno, da bo rekel, pogledajte, niso pa strokovno delali, ne, novi pa spreminjal, ampak srečne Simonike več ne bo, ne, v parlamentu, tako da težko bo to razlagal. Jaz bi rekel, ne, lejte, na koncu mi vsi dobimo rezultat na volitvah, ki so najvišja oblika demokracije. Tudi jaz sem bil. Veste, včeraj ta pogovor je bil, ne, zame izjemno čustveno težak tu za Saro. Večina teh ljudi ne bi rekla, da me ne volila. Jaz celo verjamem. Vse koncu smo volili 63%. Zdaj nam pa rušite. Več vas ne bomo volili. Jaz tudi to verjamem, da so pač osebno prizadeti, kljub temu, da se zavedajo, da ne morejo imeti črni gran. Ampak to je pač čustvena zadeva. In na koncu bomo mi imeli vsi rezultati svoji. Jaz bi bil pa zelo nesrečen, ampak priznam, da bi bil pa izjemno nesrečen, če bi zdaj šel na volitve, te, ki so imeli pa nove, pa bi dobil 160 glasov kot en minister, ki štiri to vlado. Da te v celi Sloveniji 160 ljudi podpirali, pa res nekaj ne štiri. Ali po mestnem svetu, da rečem tak, da te 72 ljudi podpira, ne, pri vseh tvojih ne, akcijah, ki jih imaš. Ne. In jaz mislim, da tudi taki, ne, ki so destruktivni. Pač vsak član mestnega sveta ima demokratično možnost, da pove svoje mnenje, to je, vendar, vsaj meni bi moral biti nek ključni interes razvoju Ljubljane. Ampak, ko prideš sam samo v kolizijo, ne, ko sem prej razlagal, ko enkrat rečeš, ne, lejte, župan hoče neopravično podražiti vrtce. Župan hoče neopravično podražiti vodo. Pa si pa enkrat funkciji predsednika Nadzornega sveta rečeš, ne pusti podražiti energetiko. Kje je tele neka konsistentnost? Kaj nam radi, moče se ne sprašiti, ampak narediti za Saro? Kaj bo to nekaj parka ali kaj se bo to nekaj dogajalo? Novi plani to opredeljujo. Ja, se ga odgovorim najprej, da tak, ne. Novi plani to opredeljujo ne, tu za Savo in za Savo bo dovoljeni vsaj v enem delu ne, začasni vrtički, vendar urejeni, tam bo pa športno rekreativna cona. Drugače pa to rezervat ne, za bodoče hidroelektrarno. Tukaj pa v bistvu objavljamo poročilo Evropskega sveta za varnost v prometu, da je Ljubljana najnevarnejše mesto v prometu, da je 13 mrtvih na 100 prebivalcev in Kitajska. Me zanima, so aktivnosti, ki se dogajajo, recimo zaprtje mestnega jedra, je vključena tudi varnost, oziroma katere aktivnosti so za povečanje varnosti v prometu? Mi imamo tu pripravljeno tudi en prikaz vseh aktivnosti, ki so bile narejene, to so bile izjemno številne aktivnosti, od predvsem varstva predšolskih pa šolskih otrok na začetek šole prvi mesec, obravnavo vseh varnih poti, črnih točk, tam, kjer so črne točke, ne, avtobus, kombi, ki vozi otroke v šolo. Treba je pa vedeti, da ta podatek, pa ne da se karkoli vključujem kogarkoli, je predvsem posledica tiste grozne nesreče na obvoznici, ne, v tunelu Malensko besedo. In to je tisto, kar je bilo, katero smo bilo pri nas 19, potem je šlo ne, na 33, tu nas je pozorilo na to mesto. Ljubljana je prometno katastrofa. To je nič novo. In prometno bo Ljubljana ravno 10 let, da rešite problematiko, ampak odgovor zelo preproste. Končna faza je tista široko obvoznica, ko bo šla še en krog zela, da tisti, ki ne gre v Ljubljano, da gre lahko mimo.
urejanja te severne tradicionalne po nemški cesti in potem prevoz na Štajerko in naprej Dolenjsko cesto, park and ride sistem na vsakem izstopu z obvoznice in v končni fazi tudi, ko bo vse to urejeno, poleg teh parkirnih hiš tako v spalnih naseljih kot v centru mesta, razmisliti o tem, to bo novi župan delu, da bo smiselno tiste bo hotel pa res imeti tako modaliteto, da se pripelje v centru mesta v sistemu Lodona Štokoma upeljati neke plačile kartice.